Ali obstaja dejansko ambicija, da se na kompromisu se ne vem, kaj je mislil. Tudi včeraj je Tonin v bistvu potrdil, da potekajo pogovori in da ne da bi mandatarstvo prevzel Janez Janša, ampak nekdo drug. Ali vi sodelujete v teh pogovorih, kaj nam lahko o tem poveste in seveda ali bi sodelovali v takšni koaliciji? No, najprej treba ugotoviti, kdo je sploh tisti pretendent na prestol. Mislim, da jih je kar nekaj in dokler ne bo jasno, kaj se bodo zmenili med tistimi, ki bi želeli prevzeti pozicijo, do takrat zadeva po mojem ni resna. Ravno tako tudi ta situacija ni prava za menjavanje kakršnekoli oblike vlade. Mislim, da bi bilo to samo rušenje države, rušenje njenega gospodarstva in pa splošne situacije. Ampak, a vi sodelujete, so vas kakorkoli vključevali v te pogovore? V teh pogovorih nas ni zraven. Če bojo hoteli kaj narediti, bomo morali biti zraven, ampak mi smo za to, da se država krepi, ne pa slabi. Kdo po vašem mnenju bi utegnil prevzeti mandatarstvo? Vemo, da Tonin se ne bi branil, morda niti ne Počivalšek, nekateri omenjajo Bratuškovo. Janša pač ne, zaradi tega, ker naj bi drugim s tem olajšal nekako, da pridejo zraven. Kako to komentirate? Že pred meseci ste namreč dejali, da je Janša enkrat že imel priložnost. Ja, res je, on je imel priložnost, pa jo ni prevzel. Zakaj je ni, ali ga je bilo strah, ali se mu ni dalo kakorkoli, takrat bi lahko naredil vlado in tista vlada bi ustrajala in bi šla do konca mandata, ravno tako kot tale. Mislim pa, da zdaj na sredini rušiti in razbijati pa nima niti smisla, niti mislim, da ni optimalne možnosti za uspeh. To se pravi, lahko Šarec še naprej pričakuje vašo podporo. Ja, bomo videli, če bo kakšne pametne zadeve imel, zagotovo bomo vnašal podporo, če bo za kakšne neumnosti delal, pa ne. Kako pa komentirate Janševe nedeljske izjave, da je pač koalicija politično truplo, ki se ohlaja in da je hitrost ohlajanja odvisna od cenika Zmaga Jelinčiča? Ja, ne vem, no, jaz bi, kaj zvem, cenik bomo napisali, pa ga bomo obesili, pa bom rekel, ne, za določene stranke tok, potem kakšne stranke imajo 25% popust, recimo NSI bo lahko tudi, če bo kakšno mašo za naš dala, bomo jim opustili še kaj več procentov, pa take zadeve. Gospod Jelinčič, ostajate poslanske skupine 5 poslancev? Kako, če obstaja? Če ostajate, poslanska skupina 3 poslancev. Ne, dvomno. Se kdo kam seli pri vas? Ne. Nimamo denarja, da bi selili sedež stranke, tako da se nihče ne seli. Ne, mislim, če kakšen od poslancev odhaja kot gospod. Ja, odhajata dva, vsak dan domov. Iz poslanske pa nihče? Ne. Če bi bila interpelacija zoper Karla Erjavca, predvsem zaradi zadnjih dogodkov glede reševanja 6 slovenskih vojakov iz Iraka, bi podprli interpelacijo? Jaz mislim, da bo Šarec po svoje uredil to zadevo z Erjavcem. Dejstvo pa je, da je Erjavc šel solirati in je izkazal se kot bedak. In tudi za predsednika države ne bi imel kakšnega boljšega izraza. To, kar sta pokazala zdaj ob teh zadevah, sta dokazala, da nimata nobenega čuta ne za slovensko vojstvo, ne za slovensko državnost, niti ne za mednarodne odnose naše države. Pa bi se moral gospod Šarec malo bolj pogledati po vašem mnenju, tisti dan, tisto noč, kaj se dogaja? Ja, zakaj bi pa gledal? Kaj pa bi lahko naredil? Sej to se počaka, da se zadeve malo razvrstijo. Naši vojaki so sami vedeli in so sami rekli, da oni obvladajo položaj, da je to njihova profesija, da ne potrebujejo ničesar. Vojaki bi sami vedeli, tudi če bi šlo za reševanje življenja, oni imajo že vse pripravljene karte, 230 km je bilo do turške meje, tako da bi, to je v 3 dneh se prehodi en specialc, tako da ne nobenih problemov. In mislim, da je to sramota, da so naši voditelji, če tako rečem, delali neumnost in delali paniko in v bistvu samo dvigali gledanost samim sebi. Čemu torej pripisujete vsakokratno obujanje teh pogovorov o neki drugi koaliciji? Čemu je to namen, če pa sami pravite, da najverjetneje do tega nikoli ne bo prišlo, ker se ne znajo zmeniti ali pa prešteti? Jaz mislim, da gre za konstantno rušenje državnega ustroja in jaz se bojim, da gre tukaj za uničevanje države Slovenije.
Kdo je tukaj zadaj? Morda so celo Hrvatje zadaj, ne vem, ampak tako se z državo ne dela. Če se pripravi ena resna zadeva, se naj pripravi in naj se spelje, drugače naj se pa neha z neumnosti in metanjem polen pod nog. Problemov ima država polno, treba jih reševati, ne pa da se še s politično prerivanjem dela še večji kažin. Pa je po vašem mnenju sploh možno, da bi Janša lahko, da bi lahko se sestavila koalicija z Janšo, kjer Janša ne bi bil dejansko mandatar, vsaj v ozadju. Je to mogoče sploh? Jaz mislim, da to ni mogoče. Torej, prej ste govorili, reševati je treba, državo. Zdaj, Janša in Tonin razlagate, da je ravno rešujete s tem, ko pač plačkate neko novo rekonstrukcijo vlade in tukaj Janša pravi, da je pač vse odvisno od našega cenika. Ampak zdaj, kako visoko oziroma draka je pa postavka, da bi mogoče šli pa vi zraven v to novo konstelacijo? Zraven bi šli v katerokoli vlado oziroma bi jo podprli, če bi delovala v korist Slovenije. To je naše stališče že samo po sebi in od tega ne odstopamo. Zdaj pa, da je treba pa najprej vse zrušiti, da potem na gradbišču, kjer so zrušeni nebotičniki, narediš 2 baraki, zato pa nismo. Spravi, dobrega povoda za to, da gremo v rekonstrukcijo vlade, za vas še ni? Ja, zaenkrat še ni, kajti na drugi strani ni nobene pozitivne rešitve. Govoriti o tem, kako bomo dobro naredili, je pa premalo. Treba je kaj pokazati. Še to prej ste rekli, da bo verjetno Šarec sam potegnil poteze glede obrambnega ministra Karla Erjavca. Vemo, da se bliža tudi kongres. Ali se vam zdi, da bi, če slučajno ga odstavi kot šefa obrambe, da bi utegnil prej se priključiti kakšni drugi desni koaliciji, govorimo o Karlu Erjavcu? Ja, Karl Erjavec bo lahko naredil, kar bo hotel. Jaz mislim, da ne bo dobil na kongresu in potem je pač eden od članov Desusa, ki lahko prosto odloča, kateri stranki bo šel. Pomembno je, da poslanci ostanejo na tej liniji, mislim pa, da bodo ostali na tej liniji, kajti tako neumni verjetno niso, da se ne zavedajo, vkolikor bi prišlo do novih volitev, da potem od te ekipe poslancev ne vem, če bi kdo prišel še enkrat v parlament. Zdaj, vi ste že od leta, praktično od leta 90 oziroma 92 parlamentov, a so vlade nastajale tako, da so javno govorili ali so v tajnosti, če so bile resne pogovore? Ja, resni pogovori se ne delajo tako pred mediji in se ne razglaša po dolgem in počez. Mislim, najprej se je treba dogovoriti, vse dogovoriti, narediti konkreten načrt, konkreten plan, kaj se bo naredilo, kako se bo naredilo in kaj bojo nove usmeritve vlade in potem priti z tem načrtom na plano, ne pa takole. Če Erjavec ostane predsednik Desusa, ne obstane pa na Morsu, v tem primeru ali menite, da bi utegnil Desus povleči ven iz te vlade in omogočiti neki drugi vladi, da se sestavi? Če bi šel ven, to ne pomeni, da bi lahko sestavil novo vlado, verjetno pa bi škodoval tej vladi, navkljub temu, da lahko vlada tudi z manjšinsko podporo še vedno spelje mandat do konca. Hvala lepa. Janeza Janše. Da je aktualna vlada itak politično truplo, da potekajo pogovori v zadnji neki drugi vladi in da se bo vse skupaj, ali so ambicije za neko drugo vlado izkazala v nekaj tednih. Ali vaša stranka sodeluje v teh pogovorih in kako vi sami vidite dejansko ta njegov pogled? Jaz ocenjujem, da so to izmišljotine, zaradi tega, ker si ob tej sestavi parlamenta ne predstavljam nekih pogovorov brez SMC-ja, mi pa v nobenih pogovorih trenutno nismo udeleženi, tako da mi ni znano, da bi karkoli, kjerkoli potekalo. Pa bi šli v neko drugo vlado, če jo recimo ne bi vodil Janez Janša? Govori se namreč, da se je Janša pripravljen odpovedati mandatarstvo, zato da bi lažje privabil denimo prav SMC ali pa še kakšno drugo koalicijsko stranko. Glede na to, da nikjer nismo udeleženi v nobenih pogovorih, o tem tudi nismo razmišljali. A tudi gospod Počivalšek ni udeležen v nobenih pogovorih? Tudi on ni udeležen. Veste zanesljivo? Vem, ni. Čemu potem pripisujete takšne napovedi in takšno analizo, da gre za politično truplo? Glejte, ne vem, to je analiza, verjetno neko vzbujanje neke pozornosti,
O tem bi se dal diskutirati, kdo je bolj politično truplo. Tako da jaz ne vidim tle nobenega drugega smisla kot v tem, da se pač s temi izjavami mogoče malo dviguje prah, znaša neko nestabilnost v to politično ozračje, ni pa dejansko nič na tem. A ste pred sprejemanjem proračuna sodelovali v kakšnih tovrstnih pogovorih? Tega je pa že toliko nazaj, da se res ne spomnim. Takrat se je gospodu Počivalšku prepisovalo, ne? Takrat se je gospod Počivalšek dobil, mislim, da na neki kavi z gospodom Toninom, ampak gledajte, to je bilo takrat, mislim, to je danes brez predmeta. Je gospod Tonin tisti, ki sanja, da bi bil predsednik vlade? To ga morate vprašati takoj, ko se bo zbudil. To se pravi, potem bi vi razmišljali v primeru, če bi ta vlada padla, ne boste pa rušili te vlade? Mi ne bomo rušili te vlade, smo konstruktivn član koalicije, naši ministri nosijo predloge zakonov, delajo na svojih resorjih, tako da ni nam v nobenem interesu, da bi iz kakršnega koli razloga to vlado zrušili. To pa je potem ta šibki člen te vlade. Zdaj so kar napetosti v Desusu, a ne, sploh na relaciji Šarec, obrambni minister in šef, še vedno šef Desusa, Karel Erjavec. Ne vemo, ali bo še ostal šef Desusa po soboti, niti ne vemo, kaj bo z njegovim ministrovanjem na obrambi, glede na zadnje razmere, glede reševanja slovenskih vojakov. Je Desus lahko tisti, ki bi lahko zrušil to vlado, odpeljal Desus ven? Jaz težko govorim o šibkih členih te vlade. Jaz mislim, da so vsi trdni glede na to, da je vlada manjšinska in da je pravzaprav že več kot 1 leto na oblasti. Zdaj, kar se tiče gospoda Erjavca, pred njim je pač ta kongres, verjetno se bo po tem kongresu marsikaj spremenilo, bodi si za gospoda Erjavca ali za gospo Pivčevo, kaj se bo zgodilo, pa težko napovedujem. Če bo pa seveda gospod Erjavec ostal predsednik stranke, pa ne vidim razloga, da ne bi ostal še naprej minister. Pa je po vaše dober minister? Ne bom se o tem opredeljeval, ampak dejstvo je, da je predsednik, ali pa da bo ostal predsednik koalicijske stranke in da o predsednikih koalicijskih strank pač razpravlja celotna koalicija in ne sam posamezen član koalicije. Se pravi, vi se zavzemate za to, da ostane obrambni minister? Ne, mi se zavzemamo za to, da če bo ostal predsednik stranke Desus, da je potem ta njegova usoda odvisna od celotne dogovora v koaliciji. Ampak glede na trenutne razmere v koaliciji, gospod Zorčič, na odnose, se vam zdi, da je možno še v tem okviru normalno delati naprej in tudi kaj narediti za to državo? Zdaj, čemur smo bili priča v zadnjih dneh, je to, da so se odprle neke fronte med predsednikom vlade in gospodom Erjavcem, pa vidim, da tudi med državnim sekretarjem na Ministrstvu za šolstvo. Bilo bi zelo konstruktivno, da bi se v bistvu ta neka odprta vprašanja zapirala, morda bolj predčasno, ne pa da se odpirajo neke nove fronte. Mislim, da to dejansko, da je to tisto, kar destabilizira koalicijo. Kaj pa je potem naslednji izziv za to koalicijo in trdnost te koalicije? Kje se bo pokazalo, kako trdna je? Naslednji izziv je, da se koalicija po tem kongresu usede, preveri, kje, na katerih področjih je njeno delovanje potrebno izboljšati. Naprimer, če so neke aktualne zadeve, da se pravočasno usede in pogovori o aktualnih zadevah, ne pa da se potem post festum, ne vem, kogarkoli okrca ali da se potem razpravlja, kaj bi kdo moral narediti pred 1 tednom ali pa pred 2 tednoma. Gospod Pavlič, mogoče najprej na gospoda Janšo. 2 dni nazaj je na nacionalki govoril o tem, da je ta vlada itak politično truplo, da se bo nekaj tednih pokazalo, ali obstaja ambicija, volja za neko drugo vlado. Potem je včeraj gospod Tonin potrdil, da se že dlje časa pogovarjajo tudi s koalicijskimi strankami, vendar pa ne gredo pogovori o tem, da bi bil mandatar Janez Janša, ampak nekdo drug. Kaj vi veste o tem, ste vključeni v te pogovore, bi se vključili v takšno vlado? Ja, kar se tiče dogovarjanja oziroma pogovarjanja z parlamentarnimi strankami, kot veste, smo mi že v lanskem letu začeli pogovore z vsemi parlamentarnimi strankami, seveda ne z namenom sestavljanja nove koalicije, ampak z namenom iskanja večinske podpore zakonom, kandidatom, ministrom in tako naprej.
ker kot veste, manjšinska vlada ima 42-43 glasov, tako da mi smo začeli z Novo Slovenijo, nadaljevali s Socialnimi demokrati in naslednja stranka bo verjetno Slovenska nacionalna stranka. Tako da mi v pogovore za novo koalicijo nismo vključeni, vemo samo to, kar poročate mediji, mi smo trden člen te koalicije in kar se nas tiče, je pomembno, da bomo v tem letu realizirali projekte, ki smo si jih zadali. Javni potniški promet brezplačen za upokojence, drugi tir, tretja razvojna os, želimo si, da se kaj tudi naredi na zdravstvu. Tako da, kar se nas tiče, so za to leto prioritete v rezultatih dela. Kar se tiče pa pogovorov z drugimi strankami, bomo pa samo v tej luči nadaljevali, da se najde večina za vse predloge, ki prihajajo v Državni zbor, ker veste, da so to kar izzivi v manjšinski koaliciji. Če vi ne sodelujete v teh pogovorih, pa menda tudi SMC, kot ste prej rekli, kdo je potem šibek člen te vlade? Morda Desus, glede na to, da se kongres bliža in da odnosi med Šarcem niso ravno najboljši zdaj s predsednikom Erjavcem. No, glede na zadnje glasovanje o naši kandidatki za ministrico se je izkazalo, da so vse stranke zelo močen del koalicije, je en poslanec, ki seveda glasuje po svoje, tako da kar se nas tiče ne vidimo šibkih členov, kar se nas tiče koalicija deluje, seveda je malo več usklajevanja glede na to, da nas je 5 partnerjev. Kar se tiče pa Desusa oziroma tega kongresa, za nas je najpomembnejše za stranko SAB, da bomo z Desusom v tem mandatu v tej koaliciji naredili še kakšne pomembne korake za upokojence, ker to so tiste prioritete, ki ne bi jih tudi oni zastopili in tukaj si želimo še močnejšo podporo z njihove strani. Torej, ko ste bili na sestanku pri Novi Sloveniji, gospod Tonin ni nič omenjal, predlagal kakšne nove koalicije, vas vprašal, kaj si o tem mislite, ne vem, če bi bil on mandatar, gospod Počivalšek, gospod Bratušek se celo omenja, nič ni bilo na tem sestanku. Na sestankih z Socialnimi demokrati in Novo Slovenijo smo se pogovarjali v podpori vsebinskih predlogov, ki jih imajo posamezne stranke v tem mandatu in bi se jih želeli tudi izpeljati, seveda vsaka na svojem delu in tukaj smo iskali, kje bi bile možne presečne točke, da bi to podporo zagotovili tudi mi. Kot veste, se je kar nekaj zakonov sprejeli, zakonov, ki so bili vloženi v Državnem zboru in ki niso prišli z vlade. Tako da tukaj v tej manjšinski koaliciji so te zakoni možni, zato vse stranke iščejo to neko širšo podporo. O kakršnikoli rekonstrukcija drugačnih ekipiranih vladne koalicije pa nikakor? Mi se niti nismo pogovarjali, niti ne vemo za to, razen to, kar poročate mediji, tako da... In čemu potem to pripisujete? Zakaj je to, komu je to namen? Zakaj je to SDS in Nova Slovenija sprožata? Ne vem, opozicija ima vedno neke svoje interese, kaj je to namen, pa niti ne vidim oziroma bi treba njih vprašati. To se pravi, vi bi o vstopu v kakšno novo koalicijo razmišljali le v primeru, če bi ta vlada padla? Verjetno, da šele takrat, ampak zaenkrat se pravim, nismo niti o tem razmišljali, razen po tem, kar vi poročate, pa moramo razmišljati, ker več poročate, seveda se sprašujemo, kdo se pogovarja, ker noben še to dejansko ni niti izrekel, niti videli, nismo vsi zanikajo. Mi se o tem niti pogovarjali, nismo na stranki in se tudi ne bomo, ker kot sem povedal, smo trden člen, dobro se spomnite enega leta, pa še malo nazaj, ko sem isto dajal izjavo, ko smo vstopali v manjšinsko vlado, da bo težko. Zato imamo tudi te sestanke s drugimi parlamentarnimi strankami, da bomo to večino za zakone, ki so še pred nami in so pomembni, tudi zagotavljali. Glede na to, da smo uspeli ministrico potrditi, ne glede na to, kaj je predsednik opozicije govoril, smo jo uspeli potrditi. Tako da dokler zagotavljamo večino, kakršnokoli ta koalicija deluje. Ministra obrambnega podpirate, glede na to, da je bila vaša predsednica stranke precej kritična tudi do tega, kar se je dogajalo minuli teden z reševanjem slovenskih vojakov, menda se mu trese tudi stolček na Morsu. Glejte, glede na visoke kriterije te koalicije, jaz mislim, da politične odločitve posameznih ministrov, ki so zakonite oziroma ki so v skladu z delovanjem nekega ministrstva, ne morejo biti presojene kot, da bi temu rekel, nepravilne. Minister se je odločil, kot se je odločil, seveda je stvar strokovna Morsa in njegova, zdaj nekomu so te odločitve všeč, drugemu niso. Kar se pa nas tiče stranke SAB, je bilo pa že takrat, ko se je napad zgodil, ključno, da so naši fantje zdravi in da se nikomur nič ni zgodilo. Zdaj, ali je pravilno, da smo se potem odločili, da gremo mi sami domov, ko so se ostali partnerji odločili, da ostanejo, to je stvar politične razprave, ampak kar se nas tiče, takih nekih dokazanih nepravilnosti ni bilo, šlo je za politično odločitev ministra in Morsa. Hvala na izjave gospoda Tonina včeraj. Glede na to, da vem, da znate dobro spremljati politiko, boste vi znali sami oceniti, kdo je šibki člen te koalicije. Menite, da te pogovori se res dogajajo, pogovarjajo kakorkoli?
Lejte, jaz ne vem, Socialni demokrati se ne pogovarjamo, zaenkrat smo v formaciji, kakršni smo, 5 strank, ki ima enkrat 42, enkrat 43 glasov. Delamo v naporni koaliciji, ampak naša odgovornost je, da vendarle, dokler smo v takšni koaliciji, delamo in odpiramo zadeve, ki v bistvu rešujemo probleme ljudi. In to nam je in nam more biti, saj Socialnim demokratom cilj in verjamem tudi ostalim strankam. Menite, da se še da delati? Je še možno to? Lejte, glede na seveda vse te, bom rekel, diskusije, ne pogovarjanja, bom rekel, pogovarjanja prek Twitterjev, pogovarjanja prek Facebookov, pogovarjanja prek medijev, seveda je oteženo delo, to se absolutno strinjam. Verjamem, da bo verjetno po naslednjem vikendu lažje in se bo mogli potem usediti, se pogovoriti in najti, bom rekel, rešitev, kako priti iz te krize, ki je malo krize ven. Za Karla Erjavca je ta vikend zelo pomemben, lahko pa je ogrožen tudi dvakrat, ne samo v stranki, ampak tudi na Morsu. Kako nevaren menite, da je lahko za obstoj te koalicije, gospod Erjavec? Menite, da bi lahko, ne vem, potegnil Desus ven iz te vlade? Sami ste rekli, da bo po soboti verjetno mnogo bolj jasno. No, jasno bo, zato ker je kongres ena politična stranka, ki tvori koalicijo in seveda lahko pride do nove predsednice, lahko pride do neke nove politike, nekega novega razmišljanja, zato mislim, da bo po ponedeljku drugače. Ne verjamem pa, da bo katerakoli od teh strank v tej koaliciji, bom rekel, solirala in šla ven iz koalicije in šla na drugo stran. Tega pa ne verjamem. V taki tanki koaliciji, no, recimo, je vsaka vroča zadeva problematična, recimo zadeva Štromaja. Zdaj smo slišali samega premijerja, pravi, sam bi ga odslovil. Je to že mogoče med vrsticam priporočeno, dajte s tem opraviti sami, da ne bomo imeli novih odprtih zadev? Seveda znamo prebrati, bom rekel, to željo gospoda ali pa pogled predsednika vlade. Jaz bom pa zdaj malo človeško to rekel. Vsi poznamo ta zapis, vsi poznamo, iz kje je, bom rekel, ta zapis dal, lahko je neprimeren, vendar moramo vedeti, gospod Štromar je mlad, je funkcionar in jaz ena beseda, en tweet, jaz upam, da mu ne bo ogrozila kariere, ki se na koncu tudi tak mlad človek zasluži. On se je absolutno upravičil, naredil napako, verjetno bo s tem tweetom kar nekaj časa živel. Zanimivo je, da nekateri ne problematizirajo drugih tweetov, ki so jih drugi v življenju delali. In mladega fanta, izobraženega, bom rekel, prebiti na zid zaradi nepremišljene izjave v nepravem času, se mi zdi malo prehuda obtožba, da bi mogel odstopiti. Verjamte mi, da se bo spremenil in da bo delal dobro in delo dobro. Gospod Han, lansko leto ob takem času smo nekako gledali isto kastracijo koalicijskih strank. Se to ponavlja v bistvu, zakaj gre v koaliciji, glede na to, da lansko leto ste enega za drugim koalicijski partnerji dejali? Se strinjam. Ministre, državne sekretarje. Lejte, vseh 5 strank še enkrat ima odgovornost. Moram vendarle reči, seveda največjo odgovornost ima vladna stranka in predsednik vlade. In predsednik vlade je tudi tisti, ki se more truditi in moramo se vsi truditi, da, bom rekel, iščemo skupne točke, ne pa, bom rekel, tiste napake, bom rekel, da se bomo razrešili. Ker lahko je tudi poklicati se na enem sestanku pa reči, dragi gospodje, dragi gospe, ne gre več in gremo na razen. Država ne sme biti tudi ujetnik tudi naših dejanj. To je moje mnenje. Torej, lahko kratko, zdaj vaš predlog, ki ga boste tudi danes na seji nekako predstavili, kako gledate zdaj na ta življenjski podaljševanje življenjskega roka DUTB-ja, je prav, da se usmeri tudi v stanovanjsko gradnjo, če lahko tako rečemo? Zdaj predlog vodstva DUTB, da ne bi se po skoraj desetletju delovanja, kjer smo imeli razne malverzacije s privatizacijami, prodajanje podjetij v davčne oaze, še vedno je neraziskano, koliko starih lastnikov je preko DUTB-ja prišlo nazaj do svojega očiščenega premoženja, ki je bilo očiščeno z javnim denarjem in tako naprej. Zdaj verjeti pač temu vodstvu, da se bo po desetletju inštitucija preoblikovala v dobro banko in da ne bi se začela ukvarjati z stanovanjsko gradnjo in z domovi za starejše, to je treba vzeti vsaj skepso. Prvič, mislim, da je precej jasno, da vodstvo to predlaga
zgolj zaradi tega, da bi pač odpravili rok trajanja slabe banke, ki naj bi bila ukinjena konec letošnjega leta, oziroma s 1.1.2022, in na ta način bi si pač podaljšali življenjsko dobo inštitucije, kjer imajo vsi iz vodstva zagotovljene zelo dobre plače, nekateri tudi nekajkratnik plače predsednika vlade. Skratka, to je najbrž njihov prvi motiv. Drugi motiv, ki je tudi jasen, pa je, da želijo enako blagostanje podaljšati tudi za svoje zaposlene. Namreč sočasno z ukinitvijo roka trajanja predlagajo tudi spremembo tako imenovanega Lahovnikovega zakona, ki omejuje prejemke plač direktorjev v podjetjih v državni lasti, da bi lahko v večjih družbah pod pogojem, da osnovna plača ne preseže 10.000 evrov, se zdaj povečala z 6-kratnika na 8-kratnik in v nekih drugih pogojih pač na 6-kratnik plače. Skratka, gre predvsem za poskus vodstva slabe banke, kako si ohraniti dobro plačane funkcije. Mi tega ne bomo potrdili, bomo nasprotovali. Kar predlagamo pa je, naj se z stanovanjsko gradnjo in zgradno domov za starejše ukvarjajo tiste inštitucije v državi, ki so za to ustanovljene, na čelu z stanovanjskim skladom, kamor seveda lahko slaba banka tudi preda del svojih zemljišč, ki so primerne za stanovanjsko gradnjo. To pomeš pa še Luka za Tonaža? Ja, danes obravnavamo danes obravnavamo tudi spremembo oziroma veto državnega sveta glede davka na tonažo. To je nov poskus vlade, da bi ladjarjem, ki niso v slovenski lasti, ampak so tisti, ki obratujejo v Sloveniji, v tuji lasti, registrirani v davčnih oazah, njihove posadke so več ali manj tuje, omogočili še naprej koriščenje davčnih olajšav. To je v nasprotju z sklepom prejšnjega parlamenta, ki je pred iztekom mandata vlade Mira Cerarja stvar na pobudo Levice zavrnil in danes zdaj vlada pač poskuša ponovno. Mi bomo stali za tem, kar smo govorili v prejšnjem mandatu, pač nesprejemljivo je, da se te davčne odpustke daje, da država na ta način pri podjetjih, ki so znani davčni neplačniki, izgubljamo še dodaten javni denar in se strinjamo z mnenjem državnega sveta, ta zakon je treba zavrniti. Še eno vprašanje, to pismo gospoda Mencierja, ki je včeraj poslal... Ne, na teh stvari ne bomo. To smo včeraj že komentirali. Niste še včeraj, ker je včeraj šele prišlo to pismo, ne? Včeraj je bilo pismo. Gospod Jurša, verjetno precej polemična seja poslanske skupine Desusa, ki ste se kaj odločili glede gospoda Polnarja in pa podpore Karlu Erjavcu na bližajočem se kongresu stranke. Ja, moram vas razočarati, ni bilo polemike, lepo smo se pogovarjali, posamezno smo se pogovarjali, individualni razgovori so bili, zaključili smo z zadnjim članom poslanske skupine in smo rekli, da bomo odločitve skupinske pa sprejemali v torek na seji poslanske skupine. Tako da smo na tej točki na pogovorih tudi končali. Torej gre se enotno naprej, gospod Polnar ostaja pri vas, vi ste se poznanili. Jaz v veliki meri lahko rečem, da obstaja ta možnost, da z gospodom Polnarjem sodelujemo tudi v prihodnje. Možnost? Ti pogovori so ravno namenjeni pravzaprav disciplinirani, to je bil potem disciplinski pogovor. Če bi vi bili na tem pogovoru, bi rekli danes nekaj čisto drugega, kot pa ste. Ne, nobene disciplinske, tudi osebno nisem taki karakter, da bi na tak način funkcioniral. Vi ste pozabili na zabavo, da se vam žvižga za vse in da samo še čakate penzijo? Ne, gospod Polnar je povedal, da je v nekaterih zadevah nekatere besede povedal pač tako, kot jih ne bi treba povedati. Ampak jaz nisem preveč zamrljiv človek, jaz pa vam povem, če bi čakal na to, da grem v penzijo, potem bi že bil v penziji. A sta današnji seji poslanske skupine prisostvovala tudi oba kandidata najvidnejša na sobotnem kongresu? Ne, nista sodelovala, nobena od njiju ni sodeloval in tudi nista bila povabljena. Mi se na poslanski skupini nismo odločali o tem, kdo bo koga podprl.
smo pa se o tem pogovarjali in na osnovi pogovor smo lahko zaključili, kdo bo koga volil. Stranka ni enotna glede tega. Ne, to je demokratična stranka, kjer se lahko vsak posameznik odloča po svoji vesti. Koliko pa je razmerje moči? To bom pa povedal v torek. Ampak soboto je že kongres. Koliko poslancev podpira gospoda Erjavca? Vi ste že povedali, gospod Polnar tudi, gospod Hršak nekako? Gospod Hršak tudi. Ostali dva, ki pa ne povesta, pa ne morem za nje dva trditi, da bosta podprla enega ali drugo kandidatko. Ali pa tretjega kandidata še. Ja, druge koalicijske stranke predvsej skrbi to dogajanje Desusu. Kaj pa, če se razletite in potem bo treba spet reševati koalicijo? Ne, te bojazni jaz mislim, da ne treba biti, da bo zadeva v ponedeljek ista, kot je bila ta teden. Stranka Desus bo konsolidirala svoje vrste, nimam nekih večjih težav, s tem, da je pač predkongresno obdobje, ne, in predkongresno obdobje pač tako je. Ne vem, če si vse zapomnili, stranka Desus je imela vedno več kandidatov, razen v enem primeru je bil gospod Erjavec sam. Se pravi, ne glede na razplet, bo v ponedeljek vaša stranka ostala enotna oziroma pač skupaj. Ali ste že prepričani, da bo zmagal Karel Erjavec? Ste vi pričakovali kaj drugega kot to, da ostanemo enotni? Marsikateri si želijo, da bi stranka Desus razpadla, ampak jaz vam zagotavljam, ne bo razpadla. Ostala bo še na političnem prizorišču, prišla bo tudi v parlament, tako da te bojazni za razpad stranke ni. Kaj pa, če se premier odloči, da pač zaradi tega, kar se je dogajalo z vojaki in njihovim vračanjem, vseeno zamenja obrambnega ministra, kaj pa potem? Glejte, o tej zadevi sem kar precej razmišljal, moram vam reči, da sem poslušal tudi generalnega sekretarja NATO, Stoltenberga, ki je rekel, da se usposabljanje pripadnikov varnostnih sil Iraka ne izvajajo v tem trenutku. In naši inštruktorji dejansko so to izvajali ravno tam. In novi kontingent, ki bo zamenjal tega starega, ki je že doma, bo nadaljeval svoje delo po 1.2. in bo te naloge tudi opravljal. Ampak Šarec je včeraj napovedal konkreten pogovor z gospodom Erjavcem okrog zadnjih dogodkov. Danes nekako je razumeti, da Erjavec vrača žogico s tem, ko je nekako preko stranke Desusa vendarle objavil, da je ob 3 pa poslal message gospodu Šarcu na dan, ko se je zgodil napad. Torej, zdi se, da puščice letijo med obema. No, jaz moram reči, da predsednik vlade odpira si mogoče v zadnjem obdobju preveč front in da imamo ogromno drugih zadev, o katerih treba govoriti, mogoče teh individualnih, takšnih in drugačnih, pa da treba tako potencirati, kot se potencirajo. Vas lahko eno stvar vprašam? Kaj pa, če bi koga izmed teh vojakov pripeljali v neki drugi obliki v domovino? Kaj bi pa potem rekli? Če se premier odloči zamenjati gospoda Erjavca po kongresu, pa potencialno, če bi ostal predsednik stranke, kako bi vi reagirali, če vas prav razumem, ne vidite potrebe po zamenjavi? To ni tako enostavno zadeva, posebej pa še v manjšinski vladi. Kaj ste lahko konkretnejši? Bi šli ven iz koalicije? Ne govorim o tem. Vse za zamenjavo moraš imeti zadostno število tudi glasov. A bi vi lahko bili tista stranka, ki bi omogočila ali pa sodelovala pri oblikovanju neke nove koalicije? Zdaj vemo, gospod Janša napoveduje, gospod Tonin govori o tem. Ja, oni so v opoziciji tako govorijo, mi pa o tem nismo govorili na organih stranke. Mogoče bo kakšna zadeva tudi izpostavljena na kongresu. Imamo pa trdno stališče iz preteklosti, da ne bomo šli v neko drugo koalicijo. Se pa lahko to na kongresu spremeni, če vas prav razumemo? Ja, kongres je najvišji organ stranke, lahko sprejme bilo katero drugo odločitev. Verjamete mi, pa da take odločitev, o kateri ste me poprašali, kongres Desus ne bo sprejel. Gospod Jurša, samo što, pred časom ste ocenili, da bo Karla Erjavca težko premagati na kongresu. Kaj pravite pred soboto? Vedno
bom povedal isto. Težko bo ga premagati. Hvala lepa.